Dober dan. Na N1 začenjamo soočenje kandidatov na volitvah v Evropski parlament. Predstavljajo se v parih, z njimi pa se bomo pogovarjali o Evropski uniji. Kakšna je, zakaj, kako jo narediti boljšo, tudi slovenskim glasom. V studiu prav lepo pozdravljam današnja gosta. Z nami sta Klemen Grošelj, nosilec liste Zelenih Slovenije. Dober dan. Dober dan. In Marko Balažic, predsednik ter tudi kandidat na listi SLS. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Ko se pogovarjamo, se počasi že začenja najbrž kar burna razprava v Državnem zboru o priznanju Palestine. SDS je z zahtevo za posvetovalni referendum želela to priznanje zamakniti, koalicija se zdaj upira z vsemi štirimi. Gospod Grošelj, vi ste za to priznanje, gospod Balažic, vi ste proti. Dejstvo pa je, glede na razmerja sil v parlamentu, da se pač to priznanje enkrat bo zgodilo. Zato gremo naprej od tega. Kaj mislite, kakšne bodo pozitivne in kakšne negativne posledice slovenskega priznanja v Bruslju in širše? Gospod Grošelj. No, gotovo bi bilo bistveno bolje, če bi Slovenija šla v to priznanje skupaj z tremi državami, katerim je pravzaprav že povabljen na nedavni obisk predsednika španske vlade Sancheza, jasni indikator, se pravi, če bi šli skupaj z Irsko, Norveško in pa Španijo, ki so vse tri igrale kar pomembno vlogo v tem bližnjevzhodnem mirovnem procesu v 90-ih, bi Slovenija tukaj imela bistveno večji učinek, večji učinek tega priznanja bi bil. Zdaj, ta pritisk seveda bi se malce razporedil, se pravi, Izrael bo gotovo pritisnil. Videli smo pismo zunanjega ministra preko Facebooka, ki je pozval predsednika opozicijske SDS, da naj nekaj naredi v parlamentu. Očitno je ta poziv padel na plodna tla in zdaj imamo ta pobudo za posvetovalni referendum. Jaz kakšnih posebnih negativnih učinkov ne pričakujem, ker v tem trenutku dejstvo je, da je Izrael relativno osamljen. Tudi ta Bidenova pobuda, ki je prišla v tem trenutku, postavlja pravzaprav Netanjahovo vlado v zelo neugoden položaj. Je pa seveda logično, da je pač Netanjahova vlada se obrnila na vodilno opozicijsko stranko, ker so tudi pač ideološko si blizu. Kaj pa pozitivne posledice, vidite kakšne? Pozitivna posledica, zdaj tisto, kar je, se pravi, simbolno sporočilo je na eni strani. Jaz bi tukaj pričakoval, da bi se Slovenija takoj angažirala v eno res širšo evropsko pobudo, da bi so na dveh ravneh. Prva je, da bi znotraj Evropske unije poiskali konsenz o tem, da gremo z neko jasno, konkretno evropsko mirovno pobudo o takojšnji prekinitvi ognja. Mislim, da je ustavitev nasilja, vojne in umiranja teh tragičnih slik in podob, ki jih gledamo, primarni cilj. In tukaj bi Slovenija lahko, sploh če bi bila v četverici, delovala kot četverica, odigrala zelo pomembno vlogo. Zdaj tukaj smo poslali neko simbolno sporočilo, kako bo interpretirano, to bomo pokazal čas. Je pa, mislim, da je to tisto ključno, da bi ta moment lahko izrabili za neko zelo jasno mirovno pobudo, tudi v luči dejstva, da smo nestalna članica Varnostnega sveta. In k temu še pridemo. Gospod Balažic, kaj pa vi? Negativne, kaj pozitivne? Ja, na začetku sem me okarakterizirali, da sem proti. Jaz sem v bistvu vedno... Bil v SLS, ste proti, kot je bilo razumeti dosedanje nastope. Vedno govorim kot v tem, da je treba najti trajni mir. In težava na tem delu sveta je pač taka, da si ta dva naroda enostavno ne priznavata pravice do obstoja. In tukaj bi lahko Evropska unija kot taka odigrala bistveno večjo vlogo. Kar se nam zdaj dogaja, oprostite, je navaden populizem. To, da bo slovensko priznanje doprineslo miru na Bližnjem vzhodu, ker konflikt traja praktično že 100 let, je navadna utopija. In naši politiki, vladajoči, grejo vsi v toj smeri oziroma razlagajo javnosti v tej smeri, da je zdaj to tisti korak, ki ga bomo naredili, se bomo potrepljali po ramenih, konflikt bo pa še vedno trajal. In s tem nismo praktično naredili ničesar. Posledice tukaj negativnih, pozitivnih, verjetno kakih nadaljši učinek ne bo. Se pa strinjam s tem, mi bi morali znotraj Evropske unije poiskati nek močnejši konsens, kaj želimo narediti. Glejte zdaj Ameriko. Pride Biden, predstavi tristopenjski načrt. Včeraj lahko že beremo o tem, da bo Netanjahu prisiljen ta načrt sprejeti in grejo predvsem v smislu, kako zagotoviti popolno kontrolo za to, da se to ne bo več dogajalo. Tretji korak tega načrta namreč predvideva tudi to, da bo Amerika zgradila vso javno infrastrukturo v Gazi na novo. Kaj se je pa dogajalo, ko je stvari reševala Evropa? Dajali smo denar, dalo se je samo denar brez nikakršne kontrole. Vložil se je ta denar tudi v recimo kanalizacijsko omrežje, ampak te kanalizacijske cevi so se uporabljale zdaj pri zadnjem napadu na recimo Hamasa na Izrael za izstreljevalnike teh doma izdelanih raket. In to ni način, če mi želimo stvari reševati trajnostno. In ta naivnost, bom rekel, slovenske politike, zdaj pa na ta način bomo rešili nek svetovni problem oziroma prepričanje, da na ta način lahko rešimo svetovni problem, je
po mojem mnenju zelo naivno. In tudi to, kar je bilo že večkrat izpostavljeno, gledajte, to, da javnomnenjska raziskava Mediane recimo pokaže, da tisti, ki bo bolj zagovarjal priznanje Palestine, ima večjo šanso biti izvoljen v Evropski parlament, kaže, na kakem nivoju dejansko smo. Ampak tukaj, ker je tudi že gospod Grošelj omenil, smo pač Slovenija je nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, ki vidita zdaj njeno vlogo v bistvu kot tako, kot nestalna članica, kakšno vlogo ima lahko v tem bližnjevzhodnem mirovnem procesu? No, gledajte, tukaj se v bistvu kaže, da gre pravzaprav, bom tako rekel, vsaka zunanja politika je tudi odraz notranje politike. To so mene v Washingtonu naučili, ko sem to obiskal kongres. Ampak gledajte, tukaj se vidi ta, bom rekel, ad hoc narava in pa vpetost v predvolilni boj. Ker, poglejte, diplomatska aktivnost, kot je recimo priznanje Palestine, bi zahtevala na eni strani, da naša diplomacija začne pravzaprav najprej testirati teren, kako naši partnerji in vsi razmišljajo, potem izvedemo priznanje in imamo potem naslednji korak, ki je pojasnjevanje našega koraka in hkrati neko daljšo diplomatsko, pa neko bolj odločno diplomatsko akcijo, kaj s tem priznanjem želimo doseči. In tega v tem trenutku ni in jaz se bojim, kljub vsem tem razpravam, ki bodo danes divjale v Državnem zboru, da bomo potem mi to priznanje izvedli, kar je prav in jaz se s tem strinjam, ampak ne bo sledil naslednji korak. Ta naslednji korak bi moral biti ali neka širša pobuda, ali konferenca mednarodna, ali aktivnost več držav članic Evropske unije, ali kot nestalna članica Varnostnega sveta, da oblikujemo nek forum, se pridružimo nekim drugim forumom, da potem recimo mogoče celo bi lahko bili ambiciozni, pa bi to povezali z Bidenovo pobudo ali pa naredimo neko diplomatsko podporo, aktivnost, ki bo v podporo Bidenovi pobudi, Tega zdaj se jaz bojim, da ne bo. Govorimo o neki državi, neki novi skupini držav, ki naj bi zdaj tudi priznala. A veste, take stvari morajo biti tudi časovno usklajene, ker čas v diplomaciji, trenutek v diplomaciji je pomembna kategorija in jaz se bojim, da tukaj mi malce improviziramo. Ja, ker zdaj se nam lahko zgodi, da ker je pač SDS predlagala ta manever, če bo ta zamik enomesečni, morda se lahko zgodi, da bomo potem res v paketu z naslednjimi državami, če bodo res priznavale. Julija, vaš pogled, gospod Balažič, na vlogo Slovenije. Velja strinjati s tem, bo Bidenov predlog zdaj dejansko prijel, bodo Američani dosegli kakšen korak naprej in potem Slovenija dobi več manevrskega prostora, kar se tega tiče. Bi pa izpostavil nekaj drugega. Poglejte, lahko vlečemo vzporednice slovenskim procesom osamosvajanja. Takrat so se stvari dogovorile enostavno na najvišjem evropskem nivoju. Helmut Kohl je prepričal Françoisa Mitterranda, pomembno vlogo je igral tudi papež. Ampak gledajte moment, ki se je tam zgodil pri priznanju tujih držav Slovenije. Vatikan je priznal Slovenijo 2 dni pred Evropsko skupnostjo. Zakaj ne bi morala Slovenija odigrati take vloge zdaj? Pač igrala vlogo nekega posrednika, poenotila, bom rekel, največje članice, hkrati pa v Varnostnem svetu gradila zavezništvo, ki bi bilo širše, zaradi mene, če želite, preko bivše mreže neuvrščenih ali pa kakorkoli, kjer vendarle uživamo neko gled, zato da bi se ta velika koalicija zgodila in zato da bi se v bistvu enotni pritisk Evropske unije na Izrael lahko povečal. In to je to. Vendarle pa ne pozabite še tudi nekaj drugega. Izrael je vseeno v tem delu sveta edina delujoča demokracija. Druge demokracije praktično okrog ni. In mislim, da tudi, če govorimo o evropskih vrednotah, je pa tudi demokracija tista, ki jo moramo postavljati vendarle na prvo mesto. Ena od zavez Evropske unije je tudi, da bo do leta 2030 pripravljena na naslednjo širitev. Tukaj govorimo o Ukrajini, o Moldaviji, o državah Zahodnega Balkana, ki so v naši neposredni bližini in prav tako veljajo za nekakšno pomembno igrišče svetovnih velesil, če tako rečem. Gospod Balažič, katero od teh držav vidite najprej v tej evropski družini in zakaj? Jaz vidim tiste države, ki so največji napredek naredile najprej. Ampak kdo je to po vašem? Tukaj so bile marsikatere države razočarane. Poglejte primer Severne Makedonije, poglejte primer Črne Gore, kjer so se res trudili. Severna Makedonija se je celo odpovedala lastnemu imenu. Pričakovalo se je, da se bo to že med slovenskim predsedovanjem. En pomemben korak, takrat podpis sporazuma z Bolgarijo zgodil, tudi Grčijo kasneje, in da bo ta evropska perspektiva bistveno močnejša. Prišli smo na to, da smo jih enostavno spet razočarali. Ne bom pozabil tudi recimo tega, ko sem moderiral Blejski strateški forum, na odru sem imel vse praktično voditelje tudi Zahodnega Balkana in je Vučić šel izrazito v tisto vlogo žrtve.
ki jo znajo sicer na tem delu sveta igrati, ampak je govoril, gledajte, obljubljate nam stalno nekaj, potem smo pa vedno znova razočarani. In tukaj je ta težava Evropske unije. Ne obljubljati v fiktivnih številkah 20-30. Jasno je, kaj je treba izkoristiti. Treba je te kopenhavnska merila o demokraciji, prostem trgu, delovanju države, čim prej pomagati z vsemi močmi, ki jih lahko, da te države ta napredek naredijo, čim prej integrirati te države, ker je to pač po mojem mnenju domača naloga Evropske unije. Zaradi tega, tako kot ste sami predajali, je lahko Balkan zelo nevaren poligon za interese vsega svetovnega. Glejte, zdaj, kaj se nam dogaja, Kitajci svoje interese izrazito uresničujejo. Z gradnjo recimo železniške povezave od največjega grškega pristanišča Pirej preko Beograda, Budimpešte in kasneje do Prage. Čez noč se bomo zgodili v svetu, kjer bomo popolnoma trgovinsko odvisni in kjer Evropa svojega vpliva ne bo imela več. Zato bi morala postopati bistveno hitreje. In tukaj zamujamo vse priložnosti. In čim prej integrirati Zahodni Balkan, potem iti na to vzhodno partnerstvo, torej najprej Balkan, države vzhodnega partnerstva. Zaradi tega, ker so težave, ki jih ima vzhodno partnerstvo, bistveno večje. Prav tako potekajo vojne, recimo v Gruziji, v Ukrajini, zdaj sploh, tudi Armenija in tako dalje. Gospod Grošelj, katero od teh držav pa vi vidite najprej v evropski družini? No, jaz bi rekel, da najboljše realne možnosti, če bo izpolnila še zadnje zaveze, ki jih ima za izpolniti, je gotovo Črna Gora. Črna Gora bi bila, če sem zelo preprost in pragmatičen, obvladljiv primer za širitev Evropske unije v tem trenutku. Seveda pa so tukaj notranje vprašanja. V kakšnem smislu obvladljiv? Poglejte, z vidika finančnih učinkov, z vidika integracije, veste, država ni velika, niti geografsko, niti gospodarsko, ni tako močna, tudi že energetsko se relativno dobro upenja v ta evropski sistem, tako da mislim, v tem pogledu so oni zelo blizu, ampak ne smemo pozabiti na splošno pri širitvenem procesu. Širitveni proces temelji na nujno izvedenih reformah in tukaj so izredno pomembne že omenjeni kopenhagenski kriteriji. Tu pa imajo države Zahodnega Balkana velike težave. Mi smo v tem mandatu sprejeli tako imenovano metodologijo širitve, ne, in tukaj je jasen pogoj, se pravi poglavja 23-24, ki so vezana na vladavino prava, delovanje države, demokracija in tako naprej. Tukaj imajo vse te države velike težave in tukaj smo priča zelo očitnemu demokratičnemu nazadovanju. In seveda Evropski uniji ni v interesu, da bi sprejela države članice, ki bi bile recimo dodatno breme in težava v tem pogledu. Zato je seveda sprejeti bilo več pobud, tudi tako imenovani program rasti, 7 milijard dodatnih evrov, ki jih bomo poslali na Zahodni Balkan, da se infrastrukturno in gospodarsko ukrepi. Ampak tukaj je ena taka, bi rekel, nek tak začaran krog, kjer imamo lokalne elite, ki dobro vedo, na podlagi izkušnje hrvaškega predsednika Sanaderja, da vstop v Evropsko unijo lahko tudi pomeni, da pravna država začne dejansko delovati in na koncu se ti kot nek oblastnik iz tiste države lahko znajdeš v zaporu oziroma v kazenskih postopkih. Tako da tukaj je ta pomemben element. Jaz velike upanje imel, da bo Srbija naredila ta nujno potreben preboj, ampak v Srbiji in tudi nekaterih drugih državah ne vidim te pripravljenosti. Sveda že omenjena je ta Severna Makedonija, nesrečna talka bolgarskega izsiljevanja. Tu je v prejšnjem sklicu smo veliko delali na tem, da bi to umirili, tudi s kolegi iz Evropske ljudske stranke, pa iz socialistov smo delali na tem, da bi zadeve ublažili, ampak enostavno ta odnos je res preko racionalnega in razumnega in to je pa tisto, kar bi dejansko Evropska unija morala urediti. In pa samo še to, da zaključim, bojim se, da v prihodnem mandatu te volje za širitev ne bo, če gledam zadnjo nizozemsko koalicijsko pogodbo, tam noter je jasno zapisano nobene širitve. Tako da se bojim, da Evropska unija tukaj vendarle zamuja nekatere priložnosti, tudi ta ideja tako imenovanega fazne integracije, da bi se države integrirale na posameznih področjih, kjer že izpolnjujejo pogoje, recimo energetika, skupni trg, kmetijstvo in tako naprej. Se bojim, da do tega realizacije tega ne bo prišlo. Ampak dejva, mogoče samo še hitro misel bi dodal. Kar mene osebno skrbi je to, da se je praktično z Zahodnega Balkana umaknila Nemčija, ki je ena najpomembnejših držav Evropske unije, praktično je ni zaznati več, ima veliko notranjih problemov, spraznila je ta prostor z delavsko in ostalo, svoje interese uresničila, zdaj pa, da je ta del sveta ne zanima več. In zgodilo se nam je to, tako kot sem prej dejal, uskočila je Kitajska. Prvič po mnogih letih se dogaja to, da so kitajske investicije na tem delu sveta više kot investicije Evropske unije. No, pa tudi Rusija, ne? In tudi Rusija, in to gre v neko zelo nevarno smer. In tukaj, če ne bomo zdaj poskrbeli za to, ne bomo imeli absolutno nobene kontrole. Gospod Grošelj, razčistiva danes do konca tole. V javnosti namigujete, da vas je Svoboda želela uvrstiti na neizvoljivo 8. mesto zato,
ker ste trn v peti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki vas je javno tudi označil za najhujšega sovražnika Srbije v Evropskem parlamentu. To je res treba razčistiti do konca. Zato, kaj konkretno so ti indici, na podlagi katerih namigujete, da vas je predsednik Svobode Robert Golob želel vrstiti na neizvoljivo mesto zato, ker ga je na intervencijo srbskega predsednika Vučića to prosil ljubljanski župan Janković. Tukaj gre za izjemno resen očitek vmešavanja srbskega predsednika Vučića v slovenske volitve. Zato zelo jasno, kaj vam je kdo rekel, kaj se je zgodilo, da namigujete, da je Golob ustregel želji srbskega predsednika Vučića, ki naj bi jo po vaših namigovanjih Golobu prenesel Janković, ki pa se z Vučićem v zadnjem času res veliko srečuje. Ja, poglejte, jaz tem govoricam na začetku nisem dal neke velike teže in tem tudi nisem želel komentirati. Vendar zdaj, ko pogledam celoten postopek, celotno dogajanje od srbskih parlamentarnih volitev pa do moje postavitve na to 8. in te podarek na neizvoljivost, se vmes so se dogajale zadeve. Jaz sem nekako iz statusa poslanca oziroma nekoga, na katerega se močno računa, ki se mu je obljubljalo tudi nekatere funkcije v Evropski uniji. Komisarsko mesto? Poglejte, bilo je marsikaj obljubljeno, ne bom šel za te podrobnosti, ker to ni... Tudi komisarsko mesto, se to pa lahko poveste, a ne? Tudi o tem smo med drugim govorili, ampak tisto, kar je ključno, je, da od tega obdobja, ko sem bil, bom rekel, med favoriti in do tega, ko sem se znašel na tem mestu, vmes se je zgodila samo ena zadeva in to je bil ta znani nastop Aleksandra Vučića, kjer je mene in še 3 kolege čutil očitno to potrebo, da me izpostavi kot največjega sovražnika Srbije, pri čemer smo v tem poročilu vsi ti, ki smo bili imenovani, ostali opazovalci, predvsem opozarjali na kršitev najbolj osnovnih standardov, demokratičnih standardov, ki bi morali veljati v srbskih oziroma vseh državah, ki so članice in kandidatke za Evropsko unijo. Tisto, kar se jaz vedno boril, so bili ti minimalni demokratični standardi, to so poštene in svobodne volitve. In očitno je to tako zelo zmotilo. Ampak tudi takrat, če jaz nisem bil popolnoma, nisem imel tega suma ali dvoma, ne. Predvsem je pa zdaj zmotilo to, da zdaj se dogaja to, da smo priča temu, da se ljubljanski župan aktivno podpira lokalne volitve oziroma stranko SNS, za katero teh volitvah pa smo videli, kako so potekale prejšnjo oziroma to nedeljo, ogromno nepravilnosti, vse posneto, jasno. Očitno je, da tukaj gre za res neko močno povezavo in razen tega, meni nihče nikoli ni rekel, bile so omenjene te ankete, če bi nekdo pokazal te ankete, rekel, za NCI, to je to, bi jaz to sprejel, ampak samo odmenjene so bile ankete in pa to je bilo edino, kar se je zgodilo v tem umestnem času. Ampak to so vse okoliščine, gospod Grošelj. A imate vi kakšne dokaze, ki pač dejansko kažejo to, o čemer vi pripovedujete, da so te stvari povezane? Vam je kdo kaj rekel? Imate pričevanja? Kaj imate, da to Kot sem rekel, govorite? Jaz imam indice, jaz nimam konkretnega dokaza, ne more nekdo pričakovati, da bom jaz vedel, kaj se je kdo pogovarjal. Bili so pa indici, ki so kazali na to in so indici, ki kažejo na to, da so bili tukaj nekateri dokaj nenavadna dogajanja. Ampak, a so to ti indici, te okoliščine, o katerih zdaj pripovedujete, ali imate kaj več? Jaz to, kar sem povedal, to lahko pač povem, ne moram vam zdaj dati konkretnih dokazov, tudi nisem nikoli trdil, da konkretne dokaze imam. Ker Janković je pravkar na tiskovni konferenci rekel, da gre za vašo domišljijo in da so to popolne izmišljotine. No, jaz mislim, da niso popolne izmišljotine. Kot sem rekel, Svoboda ima te informacije, se pravi, Svoboda ne pove, kaj so bili razlogi in bo ta zgodba relativno hitro zaprta. Meni nikoli nihče ni rekel, razen teh anket, da drugega tega nisem dobil, razen tega, da sem se v vmesnem času se je zgodil ta Vučićev napad. Kje pa bi videli, če dovolite, kje pa bi videli motiv za kaj takega, če se je to res zgodilo? Vučić je večkrat poudaril in tudi srbski politični vrh je večkrat poudaril in je motilo moje delovanje v Evropskem parlamentu, kjer sem jaz vedno izpostavljal, da morajo države kandidatke upoštevati in spoštovati te demokratične standarde, ki so zapisani. Ampak zakaj bi mu Golob ustregel? To morate vprašati predsednika vlade, če mu je ustregel ali mu ni ustregel. Jaz nisem trdil, da mu je ustregel, jaz pravim, da so okoliščine in indici, ki kaže na to, da se je zgodilo nekaj nenavadnega. Meni nihče nikdar v stranki ni rekel v tem obdobju, kar sem bil jaz član Svobode, da je z mojim delom karkoli narobe. Jaz sem vsem svojih aktivnostih obveščal, tako stranka kot tudi kabinet, in potem je prišlo pravzaprav preko noči, razen, kot sem rekel, v tistem obdobju, ko je pač Vučić mene napadel, se je potem očitno nekaj zgodilo,
zaradi česar sem jaz postal tako nezanimiv in tako nepomemben kandidat, se pravi iz kandidata, na katerega se je močno računalo, sem prišel na kandidata, ki je pravzaprav postal nepomemben in jaz sem celo, bom rekel, dobil vtis, kako se je meni ponujalo, da se je želelo, da se jaz, tisto, kar sem tudi na koncu naredil, da sem se umaknil iz Liste Svobode. Dobro, razumemo, ampak obenem tudi razumemo, da trdnih dokazov za to pa nimate, da pač gre na tej točki zgolj za indice. Gospod Balažic, vaš pogled. Jaz bi vse naštel še nekaj indicov, pa predno začne z naštevanjem indicov, jaz mislim, da bi mogli gospoda Grošlja vzeti v bran. Jaz moram reči, mi da se prej nismo tako dobro poznali, zdaj tekom kampanje, nekoga, ki je tako artikuliran, ki, bom rekel, pozna argumente, ki pozna na vse zadnje tudi delovanje Evropske unije, samo sprašujem, da razčistimo, je v interesu slovenske politike, da take ljudi v slovenski politiki imamo. In kaj se nam zdaj zgodi? Zgodi se neka interferenca, oprostite izrazu, balkanske naveze skupaj z našo politiko in enostavno se naše ljudi umika. Indici, o katerih sem prej govoril. Glejte, Janković in Dodik hodita podpirati Vučića v Srbijo na volitve. Večina, pogledajte, kdo ima lastništvo nekaterih ljubljanskih podjetij, ki so bila prej javna podjetja, kje so zdaj ta lastništva? So v Republiki Srpski. Kdo obvladuje Republiko Srpsko? Kje je ta naveza narejena? Bodite pozorni tudi na to, kateri še izmed naših velikih funkcionarjev se je udeleževal kakih nogometnih tekem. Recimo Aleksandar Čeferin skupaj z Dodikom, Jankovićem in Vučićem. Ne boste prepričali nikogar od vaših gledalk in gledalcev, da tukaj ni nekih tesnejših povezav in da se te ljudje pogovarjajo samo o lepem vremenu. Te ljudje delajo biznis med sabo. Ampak tukaj se pogovarjamo o vmešavanju srpskega predsednika v slovenske volitve. To je zelo resen očitek in to skušamo zdaj drži, ampak mislite, da se te trije ljudje ali pa štiri, ki sem jih prej omenil, niso pogovarjali o gospodu Grošlju ali pa da gospod Vučić domnevno se ni pritožil čez dejanja gospoda Grošlja recimo v Evropskem parlamentu in da to ni prišlo preko kakega kroga do naših odločevalcev moči. Ne pozabimo pa tudi nečesa drugega. Za Jankovića je vsaj dvakrat javno posneto, da je posedel Goloba in ga postavil v neko pravo linijo, če temu lahko tako rečem. Dobro, tukaj moram še nekaj dodati. Poglejte, zelo pomenljivo je bilo, to sem pozabil poudariti, zelo pomenljiv je bil molk. Ko je Vučić izvedel napad na mene, recimo drugi kolegi so bili deležni podpore. Tudi jaz sem bil deležen podpore sicer Evropskega parlamenta in administracija Evropskega parlamenta in kolegov v Evropskem parlamentu, ampak v Sloveniji mene v tistem trenutku ni nihče podprl. Nihče, bila je popolna tišina. Torej ne vlada, ne svoboda, ne koalicija, ne opozicija. Nihče v tej državi mene v tistem trenutku ni podprl. In če še malce naprej pogledamo dejstva, dejstvo je, da je potem si predsednik Aleksandar Vučić dovolil za moje mnenje en pošasten napad na Slovence, ko je rekel, da smo ogabni Slovenci. Odvratni, da. Odvratni Slovenci. In pa če gledamo, kaj se zdaj dogaja z volitvami za Evropski parlament v Bosni, kjer zopet Dodikovi ministri blokirajo možnost. Glede, to je vzorec tega in tisto, kar bom jaz rekel vedno, to sem pa vedno boril, to bom povem tudi slovenskim volilkam in volilcem, sem se vedno boril, da demokracija deluje. Tisti minimalni demokratični standardi so tisti standardi, na katerih temelji Evropa in Slovenija. In to sem se boril na Zahodnem Balkanu in kot kaže, in tisto, kar si ne želim je, da se te zahodno-balkanski vzorci politike prenašajo v slovenski prostor. To je tisto, kar jaz mislim, da Slovenija si ne more privoščiti in jaz to, če pogledamo zelo podrobno, kako slovenska politika funkcionira, se te vzorci prenašajo. In to je tisto, kar je nesprejemljivo in to je tisto, za kar jaz trdno verjamem, da se ne sme zgoditi. Slovenija mora ostati delujoča, dobra demokracija in to je naša edina prihodnost, ki jo imamo. Karkoli naredimo tukaj kompromis, je samo slabo. In tukaj samo še to, govorijo nekateri in si želijo pragmatične politike. Poglejte, pragmatična politika do Rusije nas je pripeljala v Ukrajino. In pragmatična politika na Zahodnem Balkanu bo pripeljala do izbruha nasilja na Zahodnem Balkanu in to odgovorno trdim. Mi moramo imeti zelo jasno in načelno politiko do Zahodnega Balkana. Edino to je prihodnost, ko lahko Zahodni Balkan, ko ste me vprašali, vstopi v Evropsko unijo. Zelo na kratko. Jaz bom tako rekel, molk včasih odgovori več, kot si želimo priznati.
Pa bom ponazoril z nekim drugim primerom. Jaz sem bil praktično edini od slovenskih politikov, ki se zaletava v Boruta Jamnika in v zakon o obnovi, ki še danes še vedno trdim, da smo vzpostavili vzporedni bančni mehanizem, kjer se da milijardo evrov v kontrolu nekemu omrežju moči, da z njimi pač dela kakorkoli želi. In ponavadi, ko se mi je dogajalo, ko sem prišel s kakimi iniciativami v javnost, ni minilo teden dni, 2 tedna, ko je na to skočila kaka, bom rekel, najprej od sorodnih političnih strank in želela prevzeti to temo. Ko sem se začel zaletavati, jaz v njega je bila neverjetna tišina. In potem se prižge tista lučka in rečeš, aha, glejte, vemo, kako stvari stojijo. In tukaj je popolnoma ista situacija. Ne trdi drugače. No? Dobro smo razumeli, da oba mislita, da se je zgodilo vmešavanje v slovenske volitve strani predsednika druge države. Če gremo zdaj naprej, gospod Balažic, pred točno 10 leti je SLS izpadla iz Slovenskega državnega zbora in vse odtlej išče svojo pot nazaj. Vemo, da ste se pred letošnjimi evropskimi volitvami o sodelovanju in povezovanju pogovarjali tako z SDS, kot tudi z Novo Slovenijo. Ravno z NSI ste bili v pogovorih že kar daleč, ampak na koncu ste se odločili, da greste sami. Zakaj mislite, da bi volilec, ki voli desno od sredine, izbral vas, ne pa SDS ali NSI? Po čem ste si v stališčih sploh narazen s tema dvema strankama? Zato, ker ima ta volilec prvič po 20 letih, če lahko temu tako rečem, na desni sredini možnost izbire, ki je prej ni imel. Praktično smo edini, ki smo naredili generacijski prelom, ki delamo stvari malo drugače. Ampak v stališčih, to me zanima, kjer so na vse zadnje tudi ljudje, ki so se pojavili pri nas, so praktično vsi novi obrazi na desni sredini, so zdaj zbrani v SLS-u. In to je neka pot. Jaz sem prevzel to stranko pred 1,5 leta, oziroma slabima 2 letoma, stabiliziral, postavil stvari na novo in najprej je bilo treba narediti to domačo nalogo. Kje smo pa drugačni? Jaz kar pogrešam je, vidi se, da imamo neverjetno velik vpliv oziroma neverjetno dobro razumemo še vedno kmeta, ne samo slovenskega, tudi evropskega, kar se je na vse zadnje prikazalo pri tem, da ga je naš evropski poslanec edini kakšne škodljive uredbe branil in tudi kako potegnil nazaj, do tega, da praktično smo edini, ki dajemo človeka na prvo mesto v smislu tega, da je treba spoštovati njegovo delo. Pa tu govorimo od obrtnikov, podjetnikov, delavcev, do vseh teh, ki zdaj enostavno nimajo sogovornika. In še nekaj vam obljubljam. To, kar mi govorimo danes, da bomo naredili, bomo dejansko izvedli. Pa tudi, če plačamo za to najvišjo ceno. Vse v preteklosti smo jo že, ampak tisto je bila plačana najvišja cena zaradi napačnih političnih odločitev. Če bomo pa zdaj preko najprej in verjamem, da bomo prišli, se vrnili nazaj v Evropski parlament, je to dobra popotnica tudi temu, da se vrnemo v Slovenski parlament in začnemo delati tiste korake, ki nas čakajo že 30 let, ki jih nista zmogla, ne tako imenovana leva in ne tako imenovana desna stran. V kakšnih odnosih pa ste z SDS in NSI? V dobrih, korektnih, jaz sem vedno tisti, ki je zagovarjal sodelovanje. Tudi ne pozabite, da je bila Ljudska stranka tista, ki je prva predlagala skupno listo vseh 3 strank. In jaz sem prepričan, da bi bila ta skupna lista vseh 3 strank, SLS, SDS in Nova Slovenija, na teh volitvah zmagovita. Ampak posluha ni bilo na drugem koncu. Pogajali smo se do konca z vsemi. Vprašajte Lojzeta Peterleta, ki se je izjemno trudil, da bi vendarle sestavil neko zgodbo skupaj, pa so pač prevladali drugi interesi. In ko prevladajo drugi interesi, smo enostavno rekli, nič, gremo svojim kandidatom, pokažemo pogum, da mislimo resno, kandidat je odličen oziroma nosilec liste je odličen in temu na vse zadnje pritrjujejo tudi trendi, ki mislim, da so v zadnjem tednu za Ljudsko stranko najvišji med vsemi slovenskimi strankami in resno napovedujejo, da je tisto mesto v Evropskem parlamentu lahko naše. Ni pa član vaše stranke. Podobno je v bistvu pri vas, gospod Grošelj, ker leva sredina se pa pred temi volitvami v bistvu še bolj drobi. Zakaj bi volilec volil vas, ne pa recimo gospoda Prebiliča, Zvesno, SD, Levico, Svobodo? Ja, poglejte, naše sporočilo je bilo in naša ambicija je bila vedno, da povezujemo 3 kroge politik, se pravi socialno, zeleno in liberalno-demokratsko. Mi verjamemo, da, in to tudi izkazuje naš program za te evropske volitve, da je preplet teh politik odgovor na tisto, kar pred nas postavlja izziv podnebnih sprememb. Podnebne spremembe so tako kompleksne in posegajo pravzaprav na vse družbene podsisteme, da enostavno, če se vztraja samo pri nekih ideoloških rešitvah, kar je bila tudi pravzaprav praksa v tem mandatu, tudi v Evropskem parlamentu, da se je zelo vztrajalo samo na določenih ideoloških izhodiščih, se pravi preseganje, povezovanje teh različnih politik je tisti pravi odziv na to, kar je pred nami in kar se pravzaprav sodobna družba, sodobna evropska družba sooča. Se pravi, klimatske spremembe oziroma podnebne spremembe od nas zahtevajo to nujno sodelovanje. Gospod Grošelj, vi imate še en problem pred temi volitvami, to prerivanje med vašo zeleno stranko in Vesno, kjer je nosilec gospod Prebilič.
špicen kandidat Evropskih zelenih je ob tem, ko je prišel podpreti Vesno, dejal, da je to edina njihova predstavnica v Sloveniji. Marsikaj se tu sliši, celo nekih tožarjenih v Bruselj, skratka takšna ali drugačna prerivanja. Če pa boste izvoljeni v Evropski parlament, kateri politični skupini se boste pridružili? Tukaj si bom pa dovolil malce anekdote. Moj kolega, dober prijatelj Bernard Goeta, sicer njegov bolj znani brat je DJ Goeta, če ga poznate, je dejal pred kratkim, da prihodnost Evropskega parlamenta ne bo v tem, kdo bo v kateri politični skupini, ampak da se bo Evropski parlament oblikoval na tisti konzervativni del in na tisti proevropski del. In se pravi, izbirali bomo med tistimi, ki bodo nekako zavirali razvoj Evropske unije in tistimi, ki bodo krepili Evropsko unijo, da bo sposobna odgovoriti na izzive modernega časa. Torej, če o tem pogledam, potem bom v tem proevropskem delu. Ampak dobro, v kateri politični skupini se boste pridružili? To sem vas vprašal. A bojo to zeleni, bojo to liberalci, bo to kdo drug, boste torej nepovezani? O tem bomo sprejeli odločitev, ko bomo izvoljeni. Se pravi, to bo znano tam po 9. juniju. Ampak se vam ne zdi, da bi volivci to, tisti potencialni, ki bi dali glas za vas, to morali vedeti že prej? Pa v slovenski politiki je bila praksa, da so ljudje kandidirali na liberalni strani, pa so potem šli v zeleno stranko. Tisto, kar je pomembno, da ljudje vedo, katere vrednote in katere ideje in načela zagovarjamo, in to je tisto, kar je ključno, mislim, da v tej volilni kampanji. Sam sem nekako politike vedno zagovarjal vsebino, nekako se mi je zdela, nekako sem zavračal to politiko iskanje všečkov, preštevanje socialnih omrežij. Mislim, da je tisto, kar politika dela, še vedno zelo analogno. Tisto, kar je dejstvo, je, da je treba se pogajati vsebini, na koncu sprejeti neke uredbe, zakonodajne predloge, in to je tisto, kar jaz ponujam na teh volitvah. In če bo ljudje to prepoznali, bo to tudi podprli. Vsekakor pa, kot sem rekel, bom v proevropski politični skupini. Glede na izjavo vodje zelenih, pa moram reči, da me preseneča ta identitetni boj, ki se zdaj bije v skupini zelenih. Mislim, da to ni prava pot za naprej. Je pa razumljivo, ker pravzaprav vsaka politična skupina, ki danes, vsakdo, ki kandidira danes na katerih kolih volitvah, praktično ima močno zeleno komponento, kar je seveda posledica podnebnih sprememb in dejstva in življenja, v katerem živimo. Obenem pa se ravno zelenim, v bistvu glede na vse raziskave, obeta največji padec števila poslancev v Evropskem parlamentu. Vi, gospod Balažic, tega problema nimate, ne ste člani Evropske ljudske stranke, ampak če EPP po volitvah ne bo sestavil levo-desne koalicije, ampak še eno takšno, kot je bila doslej, torej socialisti in liberalci, boste tudi vi zapustili EPP, tako kot SDS? Glejte, mi imamo odgovornost do EPP-ja, na vse zadnje smo tudi najstarejša članica iz Slovenije, ki je članica EPP-ja. In če temu lahko tako rečem, pospremili smo v EPP tako SDS kot Novo Slovenijo. Jaz bi tukaj izpostavil nekaj drugega. Glejte, sej se pridem na vaše vprašanje. Govorimo o teh ekstremih, nihče mi ne zna definirati ekstremov, pa jih imamo tako na levi kot na desni strani. Ker jaz mislim, da je ključno vprašanje oziroma ključen odgovor je to, da si moramo vsi skupaj, ki smo člani EPP-ja, prizadevati za to, tako kot je dejal že Ivan Oman, če imamo močno zmerno stranko, potem ni prostora za ekstreme. In EPP je tukaj v zadnjih 20 letih mnoge korake naredil v izrazito napačno smer. In jaz mislim, da je to naša naloga, da to popravimo, in jaz garantiram, ko bomo v Evropskem parlamentu oziroma spet v Evropskem parlamentu bomo te stvari popravili. Tudi na vse zadnje me veseli, da z Manfredom Weberom, s katerim veliko komunicirava, ki je šef EPP-ja v Evropskem parlamentu, ima ta zdrava stališča. Tudi na vse zadnje naša nepodpora Ursuli von der Leyen, za katero mislimo, da gre v izrazito slabo smer, je dokaz tega, kako mislimo. In ko bo EPP spet zavzel, bom rekel, močno sredinsko zmerno vlogo, in mislim, da jo more, in se hkrati postavil tako, mislim, v iskanju naslednjih koalicij v tem, da se temu pridruži ena bolj leva stranka in ena bolj desna stranka, potem imamo tisto Evropo trdnosti in Evropo zmernosti. Če se to ne zgodi, boste šli ven? Ne, mi se bomo najprej pogovarjali o vsem. Meni je izrazito slabo to, kar se dogaja na evropskem nivoju, ti pogovori potekajo drugače. Vseeno. In to, kar se dogaja zdaj pri zelenih, da mečejo nekoga ven in se trkajo po prsi, kdo je bolj pravi, je korak v napačno smer. Jaz sem tudi eden redkih, ki bo javno trdil, da je bilo to, da se je vrglo iz EPP-ja Fidesz, velika napaka. Na koncu so šli sami, ne? Tik preden so jih vrgli. Se jih prisililo do tega, da so šli ven, ampak je bila to napaka, zaradi tega, ker si izgubil tisto polje, kjer se lahko pogovarjamo, kjer nekoga potegneš za mizo, da najdemo skupne rešitve. In tega zdaj enostavno ni. Bi pa vseeno izpostavil še na začetku. Jaz bi pa raje videl, da se mi na začetku pozicioniramo kot del katere grupe imamo, ker potem ne bo prihajalo do takih neumnosti. Če se ne motim, je stranka Desus v Sloveniji članica evropskih liberalcev, kjer po nobeni logiki nimajo kaj za početi zraven.
No, ampak gledajte, se to še treba povedati. Zdaj, v Evropskem parlamentu praktično ni koalicije. Se pravi, Da, neformalna je. Ne? Tudi to so pač načelni dogovori. Ob vsakem zakonodajnem predlogu se oblikuje večina, ki to podpre ali pa zavrne. To je treba povedati ljudem, da bodo razumeli. Tam ni koalicije, tam ni opozicije, koalicije, tako kot je to v slovenskem nacionalnem parlamentu. Tisto, kar treba pa še zelo poudariti, in vem, da tukaj se pač v našem notranjem političnem kontekstu pač uporabljajo te špekulacije in tudi ta zgodba z zelenimi v tem kontekstu. Glejte, v evropskem političnem prostoru se dogajajo velike spremembe. Res velike spremembe in nikjer ni garancije. Pravzaprav je garancija, bi rekel, zagotovila na drugi strani, da se bo ta struktura političnih skupin, kakršno poznamo danes v Evropskem parlamentu, ohranila po 9. juniju. Lahko bomo priča in smo že priča povezovanju. Recimo Giorgia Meloni se želi povezati z Marine Le Pen. Se pravi, to bo neka nova politična grupacija. Znotraj liberalcev, mimo grede, nastaja že zdaj, so bili praktično 3 stebri in glede na to, kar se dogaja in kar se dogaja recimo na Nizozemskem, se lahko zelo hitro zgodi, da bomo dobili še dodatno politično skupino. Se pravi, ta izbira, kdo bo se kako opredelil, je zelo odprta. Dobro, 9. junij je blizu. Po tem datumu bomo dobili vse odgovore, nekatere prej, nekatere kasneje. Za vajne današnje odgovore tu na N1 pa se vama, gospod Klemen Grošelj, gospod Marko Balažic, najlepše zahvaljujem. In srečno. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. To je bilo prvo soočenje kandidatov za evropske volitve na N1. Sledijo še, zato nas spremljajte na n1info.si iz studia Paleše. Lep pozdrav in nasvidenje.